Kako zahtevna pa je vzpostaviti to kompetitivno sceno? Zdaj odvisno, koliko imaš izkušenj pa kaj ciljaš. Ja. Zdaj, če se pogovarjamo, koliko kompleksno je vzpostaviti nek svetovni sistem turnirjev, ki se na koncu leta konča z svetovnim prvenstvom za ljudi, ki so se kvalificirali, ne vem. Sliši se mi zelo, nismo še tam. Zdaj, prva stvar, ki jo mi moramo narediti in ker je pač moj cilj je, da naredimo podporo za lokalne klube in trgovine, da naredijo redno igranje naše igre. Ni nujno, da je turnir, damo jim možnost, da igrajo turnirje in jim damo podporo, torej jim razložimo, če hočete igrati turnir, priporočamo igre te velikosti, priporočamo tak timer na rundah, priporočamo take tiebreakerje za določanje zmagovalca in priporočamo ta scenarij. Če organizirate turnir, dajte nas kontaktirati, vam pošljemo nek promotional material, dobite nagrade, take stvari. V zamenju za to rabimo od vas, da naredite nek social post, da nam pošljete poročilo itd. Take stvari. Torej, zdaj čist grassroots level zaenkrat. Toliko, da se v trgovinah, v klubih začne to igrati. Pa so potem tudi igre, ki se dejansko končajo s svetovnim prvenstvom na koncu? Ja. To je tudi naš končni cilj. To je. Kaj Warhammer ali kaj podobno? Warhammer ima absolutno to. Star Wars Legion je trenutno druga največja. Board game se mi zdi, da ima Katan. Battletech, Katan od samih board gameov, Katan, Infinity ima tudi, čeprav Infinity nima kvalifikacij, pač vsi lahko pridejo na svetovno prvenstvo, je pač open reč. Card game imajo sploh. Card game itak, mislim, to mi je znano, Yu-Gi-Oh pa Pokémon. Ampak za board game ali pa za wargame nisem vedel. Za board game in za wargame. Sicer manjši, ko je sistem, bolj je pač open sistem, pa nimaš kvalifikacij, ampak tako. Mislim, že na Star Wars Legionu pa Shatterpointu imaš kvalifikacije za svetov, mečem imena ven. Ne vem, koliko ljudje poznajo. Star Wars Legion in Star Wars Shatterpoint sta igri od Asmodeja, ki trenutno zelo aktivno prevzemata miniature wargaming number 2 spot. Pač noben ne more se primerjati z Games Workshopom in Warhammerjem. Asmodej dejansko. Ja, Star Wars Legion je originalno bil od Fantasy Flight Gamesa, ki jih je kupil Asmodej, pa so pa prestavili to pod Atomic Mass Games, ki je druga firma, ki jih je kupil Asmodej, kamor so zdaj konsolidirali vse svoje miniature wargame. Sploh ni konfuzno. Atomic Mass Games se je začel kot mali indie studio, ki je nekako uspel dobiti licenco za Marvel. In je naredil miniature wargame z Marvel heroji in vilani. To sem pa videl. Asmodej je pa pač gigant na nivoju Games Workshop. Marvel Crisis prav tako. In so s to igro uspeli in čim so približno uspeli, je Asmodej sam kupil, pa jim zdaj še vse Star Wars IP-je nabasal spodaj. Wow. Kako bi pa v idealnem svetu izgledal nek play-off, svetovno prvenstvo? Glede na to, da Slovenija ima veliko ruševin, pa gradov, pa tako po mojem bi ful dobro setting. Smo bili na maketerskem tekmovanju v Pivki, v tistem historical muzeju. V vojaškem muzeju v Pivki. Tako da smo imeli postavljene mize pod topovi in tako. To je zelo zanimivo. To se je tudi v Sloveniji se je to organiziralo. V Pivki smo imeli Flames of War turnirje. Flames of War je miniature wargame, ki simulira drugo svetovno vojno. In si pod Shermanom igral Flames of War, to je bilo fascinantno. Drugače za Eldfall, začnimo z čist tehnikalijami. Jaz bi si želel, da imaš... Podjamski grad? Predjamski grad, ne, tehnikalije, državna prvenstva. Organizirana državna prvenstva po kar se da svetu. Ampak tudi mogoče painting competition, ne samo pač ta PvP aspekt, ampak tudi recimo, zdaj pač smo še ful daleč v to tournament sceno, ampak v bistvu bomo imeli tudi evente, ki so bolj narrative based. Ja, tudi narrative, ne. Se pravi, se bo dejansko preko teh eventov
razširjal sam svet, sam setting. Torej, da bo dejansko igralci imeli vpliv na fluff oziroma rečemo na future zgodbo. Sprav pač odigrali bojo scenarije in pol odvisno od njihov rezultat, bomo mi te rezultate malo seštevali, bomo videli, kjer je bil recimo najbolj popularen. Ok, this is what happens, this is now the meta. Kaj pa če je samo en zelo nepopularen, ampak je zelo dober, ker uporablja pač tiste načine. Postala meta. Kako boš to noter uveljavil? Se vedno lahko vilena narediš. Ja, vedno imaš kakšne igralce, ki so, forward ali pa just different thinking in grejo pač neko svojo strategijo in to je to. We can make that work.